Živijo, moje ime je Marička, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes imam za vas pripravljen trening za zgornji del telesa in sicer prilagojen za začetnike. Vse, kar boste danes potrebovali pri treningu, je seveda malček več prostora, po potrebi stol in seveda podlago. Vse vaje pa boste delali z lastno težo. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo boš izvajala po 45 sekund, nato pa bo sledila 15-sekundna pauza. Trening ti bo v celoti vzel 16 minut. Pred treningom ti svetujem, da še napraviš ogrevanje, ki ti bo vzelo 5 minut in na koncu še tudi raztezanje. Preden pa da se pomaknemo na trening, pa podari video like in če si nov in če se še nisi subscriber na moj kanal, naredi to zdajle. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovaditi. Pa se kar pripravimo za prvo vajo sklece. Le izvedba bo malce drugačna. Začnite v položaju plenka. Roke naj bodo pod rameni, stopala pa naj bodo skupaj. Telo mora tvoriti ravno linijo od ramen do stopal. Pokrčite komolce in prsni koš počasi spustite vse do tal. Ne dovolite, da kar padete. Pri dvigu nazaj pa položite koleno na tla in se dvignite nazaj gor. Uporabite ženski sklec. Kolena nato dvignite in poravnajte nazaj v ravno linijo. Pri vaji boste ukrepili in ojačali mišice v rokah, zgornjem delu hrbta in trebušnih mišicah. Sedaj sledi 15-sekundna pauza. Po pauzi se lahko pripravite kar za drugo vajo dotikanja ramen. Ostajamo v položaju plenka, le da noge postavimo bolj v razkorak, da ohranimo ravnotežje. Pri vaji se izmenično z dlanjo dotaknemo nasprotnega ramena. Zadržite za sekundo in dlan počasi vrnete nazaj v začetni položaj. Trebušne mišice ves čas držite zategnjene in telo v statičnem položaju. Ne dovolite, da vam boki pobegnejo previsoko ali prenizko. Pri dotikanju ramen vzdržujte enakomeren ritem. Med pauzo si za naslednjo vajo triceps dips pripravite stol ali klop. Z dlanmi primite sprednji rob klopi ali stola, rit postavite pred sedež, pokrčite kolena po 90 stopinj, tako da bodo stegna vzporedno poravnana s tlemi. Poravnajte roke in to je začetni položaj. Spustite rit proti tlom, dokler roke ne oblikujejo kota 90 stopinj. Nato aktivirajte tricepse, da se dvignete nazaj v začetni položaj. Pazite, da vam telo ne pobegne preveč naprej. Po pauzi odmaknite stol in se pripravite v položaj visokega plenka, pri kateri bomo izmenično dvigovali komolce proti stropu. Noge postavite v širok razkorak in to bo tudi nudilo več stabilnosti. Roke postavite nekoliko bliže pod prsa, dvignite najprej en komolec proti stropu in stisnite lopatice, počasi spustite in enako ponovite še z drugo roko. Gibanje naj bo nadzorovano, nikar ne hitite, ker boste izgubili ravnotežje. Ohranjajte mirno statično telo. Z napredovanjem lahko noge postavite bolj skupaj, vendar ne pustite, da se boki vrtijo. Sledi peta vaja, vrtenje stranske deske, pri kateri bomo telo postavili v stranski plank.
Ravnotežje najprej postavite na desno stran. Komolec postavite neposredno pod levo ramo. Zunanjo nogo položite pred notranjo. Zategnite svoje trebušne mišice in potisnite levi komolec ob tla in hkrati dvignite boke od tal. Z levo ramo na levo nogo morate tvoriti ravno linijo. Glava naj bo kot podaljšek hrbtenice. Iztegnite levo roko naravnost v zrak. Zasukajte trup navzdol in z levo roko sezite pod telo. Obrnite gibanje nazaj tako, da z roko sežete proti stropu. Po 15-sekundni pauzi obrnite stran in ponovite enako gibanje. Vrtenje stranske deske je napredna različica vaje klasične stranske deske. Poleg trebušnih mišic bodo delale tudi mišice v spodnjem delu hrbta, boki in ramena. To je odlična vaja za izgradnjo trdnosti in stabilizacijo jedra, pri kateri je ključna pravilna tehnika in izvedba. Med pauzo ležemo na trebuh in se pripravimo za naslednjo vajo poteka komolcev k telesu. Pri vaji roke iztegnemo naprej, nato dvignemo prsa od tal, pokrčimo roke in jih potegnemo proti telesu, hkrati pa stisnemo lopatice skupaj. Obrnemo potek gibanja, spustimo prsa nazaj na tla in roke ponovno iztegnemo naprej. Pri vaji bodite pozorni, da glavo držite v liniji s hrbtenico, trebušne mišice in boke pa potiskate ob tla. Po pauzi se dvignemo v položaj plenka in noge ponovno postavimo v širši razkorak. Kot že samo ime vaje pove, plank up and down, bomo trup spuščali in dvigovali iz visokega plenka v nizki plenk. Najprej spustite desni komolec na tla in ga postavite, kjer je bila prej dlan. Nato spustite še levi komolec na tla, zdaj ste v nizkem plenku z podlahtmi vzporedno. Nato obrnete gibanje in se najprej dvignete z levo roko in nato z desno. Prva serija je za nami in se lahko ponovno pripravite za vajo sklece. Če hočete ukrepiti roke in zgraditi definicijo v zgornjem delu telesa, je najboljša vaja definitivno skleca. Preprosta vaja, ki je tudi najbolj učinkovitejša. Spreminjanje vrst skleca cilja na različna področja vaših rok in hrbta. Če je kombinacija še vedno pretežka, lahko izvajate z odloženimi koleni, torej z žensko skleco. Vendar vajo izvajate počasi in kontrolirano. Pazite, da vam pri spustu komolci ne pobegnejo preveč na stran in jih držite čim bolj ob telesu. Izdihnite, ko greste gor. Po pauzi se pripravimo za vajo dotikanja ramen in ostajamo v položaju plenka. Na videz preprosta vaja, ampak dokler ne preizkusiš, ne veš.
Pravzaprav je neverjetno zahtevna po svoje, saj zahteva močne trebušne mišice in moč v rokah. Za razliko od tradicionalnega plenka, ki je izometrična vaja, so tu aktivne dlani, ki zahtevajo, da se dotaknejo nasprotnega ramena. Medtem pa morate držati telo pri miru. Dotikanje ramen v plenku cilja na ogromno mišic, še posebej na vaše prečne trebušne mišice. Vaja vam bo pomagala ukrepiti jedro in hkrati pridobiti več stabilnosti. Za lažjo različico položite kolena na tla in nadaljujte z izmeničnim dotikanjem ramen. Med pavzo si ponovno pripravimo stol za naslednjo vajo triceps dips. Največja napaka, ki jo ljudje naredijo, je predpostavka, da je vaja preveč preprosta. Triceps dips je vaja za definicijo nadlahti in tako poveča sposobnost dviga, ki bo usmerjen predvsem na vaše tricepse. Slednja vključuje največ dela na vaše sprednje deltoide. To so vaše mišice, ki se nahajajo na sprednji strani ramena. Prav tako boste ciljali na trebušne mišice. Za napredovanje te vaje je nedvomno pomembna pravilna tehnika. Odmaknite stol in se pripravite v položaj plenka za vajo izmenično dvigovanje komolcev. Noge pa pri tem postavite v širši razkorak za boljše ravnotežje. Z napredovanjem lahko noge postavite bolj skupaj, vendar pazite, da čim manj vrtite jedro. Skratka, odlična vaja, ki bo izboljšala vašo stabilnost ramen in trdnost hrbta. Pri vaji izmenično dvigujte komolce proti stropu in jih počasi spustite nazaj. Izdihnite pri dvigu, hkrati pa stisnite lopatice, trebušne mišice, ritne mišice, da boste telo ohranili mirno. Za lažjo različico odložite kolena na tla in nadaljujte z dvigovanjem komolcev, vendar pazite, da bokov ne dvignete previsoko. Smo že pri 5. vaji in se pripravimo v stranski plank. Stranska deska z vrtenjem je bolj zahtevna od klasične različice te vaje. Za pravilno izvedbo potrebujete nedvomno moč in stabilnost. Zasukajte trup in sezite čim bolj globoko. Če ste novi, začnite z osnovno stransko desko in držite ta položaj, preden naredite to napredno različico. Pri vaji morate držati trdne trebušne mišice. Med pavzo samo zamenjamo stran in nadaljujemo z vrtenjem. Vrtenje v stranski deski aktivira vse vaše trebušne mišice in krepi vaše jedro. Ta vaja vam lahko pomaga pri izboljšanju ravnotežja, stabilnosti, vzdržljivosti in trdnosti jedra. Še vedno lahko vajo izvajate v standardni stranski deski in ohranjate stranski statični položaj. Do konca nas ločita samo še 2 vaji in kar lezite na trebuh za vajo lat pull down in roke iztegnite pred sabo.
Pri vaji poskušajte roke ves čas držati nekoliko od tal. Zelo je pomembno, da v svojo rutino dodajate vaje za hrbet, kot je ta na primer ali Superman. Kajti močan hrbet bo ohranjal hrbtenico v lepi liniji, izboljšal držo in preprečil bolečine v križu. Vse, kar morate narediti, je, da uporabite svojo telesno težo. Poskrbite, da pri tej vaji potiskate boke in trebuh ob tla. Pred nami je še zadnja vaja in se ponovno pripravim v položaj plenka. Dlani položite pod ramena, noge pa postavite v širok razkorak za boljše ravnotežje. Telo mora tvoriti ravno linijo od ramen in vse do stopal. Pri vaji se dvigujete iz nizkega plenka na komolcih v visoki plenk. Pazite, da bokov ne dvigujete previsoko ali spuščate preveč nizko. Trebušne mišice naj bodo ves čas napete in dihanje enakomerno. Držanje plenka je odlična vaja za vaše trebušne mišice. Do konca nas loči samo še 5 sekund, 3, 2, 1 in naš trening je s tem tudi končan. To je to. Upam, da ste uživali pri izvedbi treninga. Vkolikor bi si želeli videti še več takšnih treningov, pa mi dajte pisati spodaj v komentarje. In ne pozabite podariti video like in se subscribati na moj kanal. In to je to in se vidimo naslednji teden. Čau!